Tako sem tam jesen leta 92 ponovno začel teči in še nisem nehal. Ker mi še ne misel ne pride, da bi obul normalne tekaške copate. Ne. Je rekel, veš pa, kos, če ne boš nobenega najti, tem pa jaz nesem. Tako da to imam zdaj zaenkrat rešeno. Ljudje, ki smo bosi, kako refleksno bolj pazimo, kaj je na tleh, če je kakšen kamen, če je kakšno steklo ali kaj takega. A vsak kamenček čutiš? Ne, samo tistega, ki ga pohodil. Spoštovani in spoštovane, trudim se spomniti kakšen Cankarjev zapis ali pa vers na temo številke 203, pa mi ne pade na pamet. Danes je namreč 203. epizoda podcasta Zagret za tek, zato pa sem v goste pa v človeka, ki Cankarja zna skoraj da na izust. Z mano je danes Andrej Kos. Andrej, živijo. Živijo. Si danes že tekel? Danes sem odtekel prijaznih 10 kilometrov, bos sicer po asfaltu, ker z asfaltom sva zelo prijatelja, razen poleti, ko bo prevroč, tako da sem za danes oddelal, ja. Imaš to kakšno stalno traso, na kateri naklepaš teh 10 kilometrov, ali to malo po feelingu, po dnevnem občutku delaš? To je različno. Zdaj, tekaško je okolica Vrhnika, pa Vrhnika sama je zelo zanimiva in jaz moram reči, da toliko let že tečem, da imam vseeno študiran vsak meter, tako da imam naštudirane najrazličnejše trase za bos, za tiste tvoje podplate, pa še za kaj drugega. To imam vseeno študiran. Je pa ta razdalja 10 kilometrov zaenkrat na srečo še bolj redka. Zdaj imam neke nove številke, ki so 13:31, to se pravi 13 kilometrov pa 310 metrov, 13 zato, ker je to moja številka, ker sem 13. rojen. 31 je pa to, da samo obrnem, a ne. To številko uporabljam tudi pri mrzlem kopanju, ker če le ni pod 7 stopinj, poskušam biti v vodi 13 minut pa 31 sekund. Tekaško imam pa še dve simpatični razdalji, ki sta pa malo daljši. Ena je 19 kilometrov pa 520 metrov, to je moja rojstna letnica, in pa en majčken mali maraton, ki se mu reče 20 kilometrov pa 240 metrov, to je pa letošnja letnica. Mislim, matematik, da si mi stresu iz rokava. Samo povej mi, kako ti vse te razdalje tako filigransko potem pomeriš, da pač izvedeš to v praksi, tudi tisto, kar je teoretično seveda zelo simpatično. Kot sem že prej rekel, oziroma sem se hvalil, imam zelo dobro naštudirane te tekaške trase in s temi na meter natančno sem prav začel letos, ker mi je en znanec, ki je sicer teče te ultra traile, mi je takoj po novem letu predlagal, da bi odtekla 20 kilometrov, 24, pa z njim nisem šel, sem pa rekel, čakaj, sam bi pa žihal. No in potem sem začel te številke, o katerih sem govoril, teči. In ker imam te trase naštudirane, ponavadi falim za kakšne 100 metrov, sicer vmes gledam na uro, da vidim, kje sem, za kakšne 100 metrov in ko pridem, ki je konc, ustavim Garmin in ta zadnje 100 metrov v prazen tečem pola, čez. Je pa to malo zahecno. Ampak ja, boš biti zbran, da stisneš tisti gumbek na Garminu, še pravi čas, da pač zadeva se ne ustavi. Tako kot smo včasih, ko smo hodili na pumpo, pa smo imeli s sabo 20 evrov, ja, pa smo šli tankat, pa si potem na centke štopal, tako da si točno na 20:00 prišel. Danes to ni več mogoče, ker so cene take, ne, da bi mogel imeti praktično res ne vem kakšen refleks je, da to lahko ustaviš, ker se to čisto prehitro vrti. Super si. Andrej, ti zmeraj rata ustaviti na tisti razdalji, ki si jo zastaviš?
No, v glavnem, odgovor je da. Mogoče mi kdaj tudi ni, ampak ker se bolj fino sliši, bom rekel, da res, ja, mi je rata. Andrej, a vidiš, a ne, komaj da sem začela, pa sem natrosila že toliko enih zanimivih stvari, spoštovani in spoštovane. Andrej Kos, ja, tisti zvesti sledilci podcasta, tega že poznate. Kakih 2 leti po zdaj od tega, kar sva na kratko že govorila, takrat je bila tema bosonoga minimalistična obutu. Ja, Andrej je prispeval svoje, obljubil sem mu, da se enkrat usedejo pa čisto in samo na temo Andreja Kosa in njegovega teka, pa še kakšnih stvari zraven, no in končno je prišel ta moment, sem vesel, da si se odzval. Andrej, tako hitro si danes že bral Cankarja mogoče? Danes ne, sem ga pa bral včeraj, pa še prejšnji dan, zato ker sem pisal poročilo. Namreč na Brhnki že od sredine septembra 2016 beremo Cankarja. Vsako sredo, ura je različna, zdaj je bolj svetlo, malo kasneje, polet, majčkeno prej, beremo tam v eni lopi, beremo tam praktično v vsakem ramenu. Tako da me, ker sem bolj slabo obuta, velikokrat že kar konkretno zeblo in tudi nisem mogel pol pripeljati domov, ker sem mu zmrznila stopala in sem mogel obuti krokse, potem je prišlo. V glavnem, mi beremo tam eno dobro uro, jaz pa pol 5 ur pišem poročilo, ker vse tisto, kar so kolegi in kolegice prebrali, jaz preberem še enkrat, pa zbiram odlomke in pol to objavljam na Facebooku. In to je tako zabavno, recimo, Facebook ima eno drugo logiko. Facebook ni narejen zato, da dolga poročila o branju Cankarja objavljaš in ima tisto poročilo pol ene 30 všečkov. Ker sem pa objavil, da je na naši češplji gnezdo od srake, jih je bilo pa enih 80. To je taka. Zdaj tako smo pa v všečkah. A se lahko za trenutek vrnem na tek? Izvoli, Andrej, izvoli. Veš kaj, letos sem bil na teku trojk in sem strašansko vesel tega, bom rekel, podviga, ker smo tekli s sinom in z vnukom. To se pravi, poter, mislim, deda pa poter pa sin, pa njegov sin, in to mi je bil dolg prav cilj že nekaj let, sam je mogel biti Luka toliko star, da se je lahko prijavil, letos bo star 16 let in je lahko šel na tek in smo šli, saj sta me čakala malo gor k sreči, ko smo šli na Golovce, je to star malo zamujal, tudi kakšnega izjemnega časa nismo dosegli, ampak res sem ponosen na to. Andrej, čestitam. Vesel sem tudi, zdaj, če sva še pri všečkih, ta objava je pa imela, sem eno kratko reportažico objavil, ta objava je pa imela 210 všečkov, tako da sem strašansko zadovoljen sem. To si lepo povedal, evo, še enkrat bom šel gledati to reportažo, spoštovani in spoštovane, vi tudi lahko gledate Andreja Kosa na Facebooku, sam boste mogli kar poskrolati, on je kar plodovit, rečemo temu objavljalec, ja, pa pisec tamle na socialnem omrežju, Cankar, umakni se, ja, pač tvojih 30 všečkov je kar je, zdaj prihajajo Kosi, očitno na sceno, da je iz Vrhnike naš Andrej, ste že ugotovili, ja, zato Cankar tudi krasi njegovo steno tam zadaj, da je bosonogec tudi, ja, pa da je maratonec, lahko še povem, kopalec v mrzli vodi, kar je omenil, sicer pa je bil načelnik upravne enote, kjer je poročil kar 800 parov, pazite to, ja, bo pa kasneje povedal, koliko jih še drži to za obljubo, ja, pa je pa tudi, ne boste verjeli, umetnik, kipar, slikar, pa aforist, ja, odlične aforizme piše in vnet bralec. Kaj še in še več mi bo povedal Andrej, ki je kakšno leto nazaj dopolnil 70, pa jih ne zgleda, vidva pa se poznava skoraj da že 15 let, ja, ko sem se srečala tam v Kranju
Tam se je recimo začela Andrejeva spet ponovno bosonoga zgodba, čeprav, Andrej, ti si ne Vrhničan, ja, to je zanimivo, po rodu, ampak čist drugih koncev, malo više gor in tudi tam si pač silom prilike že bosonožil v mladih letih, je tako. Ja, jaz sem za majčkene vasice, Studenčice, na robu Polhograjskih Dolomitov, to je tam nad Medvodami. In seveda na kmetih smo bili otroci veliko bosi. In to mi je nekako stalo. Edino v šolo pa nisem smel iti bos, pa samo do šole kar konkretnih 4 kilometre, pa takrat nas niso vozili s kombijem, v šolo pa nisem smel biti bos. Bos je rekel, oče, ne v šolo pa ne boš šel, da ne bojo mislili, da nimamo začel. Tako da sem pa bil kar precej bos, potem sem se poročil, sem se preselil na asfalt, jaz temu rečem, a ne na Vrhnko, in so bile hitro druge prioritete in sem malo pozabil na to, da bi bil bos, in tudi na teh sem kar pozabil. Pač treba je bilo v službo, majhen otrok, domače gradbišče in tako naprej. Ampak tam nekje zadaj je pa čakal in tek in to, da se sezuje. Tek me je dohitel pri 40. rojstnem dnevu, takrat samo eno kar neprijetno osebno krizo in sem v bistvu instinktivno začel laufati spet. In ne rečem, da me je to rešil, ampak mi je pa tek veliko pomagal, no, in tako sem tam jesen leta 92 ponovno začel teči in še nisem nehal. Teh 32 let od takrat kar tečem. Ja, tekel sem seveda klasično obuta, ne tako, ki so rekli, da je prav. Potem sva se pa midva srečala enkrat novembra, mislim, da 2011, ko se je imel predstavitev minimalistične obutve v Ljubljani. In takrat sem kupil tiste prve, ne vem, če se sme firme omeniti. Lahko to vse lahko veš. Lahko to, a ne? No, Viva Barefoot takrat še niso znali takšne obutve delati in so se v enih 3 mesecih strgale, jaz sem pa še zmeraj pol 1-2 let tekel z njimi in se točno spomnim, ko sem mi rekel, ko vas po pameti, ne pretiravaj. Jaz sem pa imel takrat 2000 kilometrov v nogah in sem rekel, valjda bom tekel malo na morgen. Drug dan sem odtekel, še isti dan, sem odtekel 2 kilometra, super. Naslednji dan 10 kilometrov, še naslednji dan nisem mogel hoditi, ker sem na tako muskulatibe. No, ampak to sem se pol hitro zmenil sam s seboj in svojimi meči, a ne? In potem sem pa leta 2013, šele po 2 letih na tem dobrodelnem teku na Bledu, tam smo kroge tekli, se sezul in sem odtekel 2 kilometra bos. No, in potem se je začel tudi prav bosi tek. Tisto leto sem še na našem teku Bevke tekel tudi bos, tudi to soboto je bil tek Bevke. No, in zdaj to kombiniram, minimalistično obutev in to, da tečem tudi bos. Ja, rekel, da vse ostalo zgodovina, ja, ko me veseli, da ima več skupnih točk, poleg bosonoštva. Tudi jaz sem začel teči leta 1992, ja, vidiš, takrat pač še nisem zapadel v krizo srednjih let, ja, sem imel druge pač približke, da se je to zgodilo. Sem pa padel tudi v krizo srednjih let, ja, tako kot ti, po 40. letu. Sicer sem se zavedal, da sem 40, šele pri 45, a ne, ampak sploh ni važen. Ja, danes pravijo, da so 40, tako nova 30, 50, potem pa nova 20, pa ne vem kaj, a ne. Me že kar strah, malo vstopim v novo desetletje. Dejva, čisto na hitro, zakaj bi Andrej Kos, ki je imel v življenju stvari pošlihtane, zapadel, bom rekel, osebnostno krizo, če to ni preveč osebno vprašanje. Zgolj zaradi tega, ker se o tem danes veliko govori,
Ja, bom rekel, 40 so danes leta, ko si še sorazmerno mlad, naši dedje so pri 40 v bistvu že počasi čakali na penzion, hočem temu reči, le niso bili kmetje, moji so bili, ampak tisti, ki so pa recimo potem šli v mesto pa delali, so pri 40 veljali že za stare, danes 40-letnik ponavadi ne vleče gor pajkice, se počeše na kakšno prečko, pa gre, ne vem, na kolo ali pa laufati in tako naprej, veš svež in mladosten, ne. Zakaj pa ti recimo, danes se govori tudi o izgorelosti, pa o raznih duševnih in drugih težavah, pa o stresu, ampak za božjo voljo, v začetku 90-ih, ko se je rodila slovenska država, je bil sam optimizem tam, same pozitivne stvari, ko pa pade v osebnostno krizo. Ja, pa je res padel. Zdaj s kakšnimi prav hudimi podrobnostmi ne bom moril, ampak nimam pa tudi kaj skrivati. To je bilo eno obdobje, ki se mi je nekako zazdel, da v življenju ne bom nič več dosegel. Pazi, pa 40. Da kar sem dosegel sem in je zdaj nimam več kaj, če sem mu še kakšne želje, če sem mu še kakšne načrte, itak niso se uresničile, načrti niso ratali, pa ni bilo nobenega razloga za tak razmišljanje, ampak to zdaj mislim. Takrat pa je bilo čisto drugače in v bistvu sem imel občutek, kot me, ne vem, v kot postavil, ki se nikamor več ne vidi. Zdaj vseeno bom tudi to povedal, malo sem imel tudi težav z alkoholom, ki to se je pol lepo kombiniral, ne, in dopolnjeval. Tako da, ko sem šel prvič laufat po dolgem času, mogoče spet enkrat novembra ali pa decembra 92, sem bil še celo malo fajften, ampak sem se vseglih v busu Ferge pa šel, ne vem, 5-6 kilometrov ali koliko odteč. No, potem sem se sam s seboj zmenil, da pa se pa kos ni navadil v 40 letih pit in je to pol opustil. No, in to se je začel pol pa v plus seštevati s tekom, pa še s čem, tako da je življenje kar naenkrat spet dobil smisel in kar gre zdaj, no. Ne verjel, zdaj velikokrat se na to spomnim, ne verjel, da sem po tisti stiski, recimo, ko sem bil star 40 let, ko sem mislil, da se nič več lepega ne more zgoditi, toliko lepih stvari v naslednjih 32 letih doživel. To je pravo razkošje. Ne bi si takrat mislil, ni variante. Tudi tek je pomagal. Prav. Hvala, Andrej, za to iskreno izpoved. Ja, vidite, draga publika, večkrat se zgovarjamo. Jaz se počasi približujem 50, ja, pa včasih se usedemo dol, pa jadikujemo, kako stari smo že, kaj nas sploh še čaka, ampak po drugi strani, ja, ne, pa se pogovarjam z ljudmi tvojega kova, ja, ki so že v 70-ih, polni življenja, polni radosti, polni načrtov, polni vsega in imam potem seveda kar malo slabo vest, ne, kdo pa sem jaz, ne, ki sem 25 let mlajši, da si drznem zdaj obupavati sam nad sabo, ne, tako da hvala Andrej in spodbudo za marsikoga, no, ki je v srednjih letih pa morda se je zaletel v kakšen zid, da se prijeti okrog njega, da se ga preplezati, preskočiti, prelaufati, karkoli in iti naprej. In Andrej, ko si ti tudi s tekom, bom rekel, sebe spravljal v novo življenje, slej ko prej so te zamikale tudi malo daljše razdalje. Kot vsak, bom rekel, rekreativec, si tudi ti šel na kakšno tekmovanje, treniral malo več, a je tako? Ja. Nekaj časa se je to tam do tistega, bi rekel, do tistega najnega srečanja sem bil še kakor toliko normalen, no, odtekel sem enih par ljubljanskih maratonov, to je res kratkih, seveda malih maratonov. Malo sem se spogledoval s pravim maratonom, nekako ni prišel na vrsto, kar dolgo, no. Potem sem se ga po vseh lotil najprej za probo doma po Balju, pa sem ga pretekel v 4 urah pa v 2 minutah in se mi je zdel, da pravzaprav jaz pa to lahko naredim, a ne. No, in potem sem šel tudi na dolg maraton in sem pretekel 3 v Ljubljani,
rezultati so se sicer slabšali, ta prvega sem še po 4 ure, potem naslednje dva pa mislim, da 4:11, pa ta tretjega 4:14. Sem pa to razdaljo kar še nekajkrat pretekel zase, največ sem pretekel, mislim, da 46 ali 47. Teh takrat, ko sem pa ogromno, mislim, zase in sem, mislim, da 3 leta nazaj sem imel eno tako pobesnelo tekaško leto in mislim, da sem 100 malih maratonov, okoli vrhunke pretek, malih maratonov pretekel, ker sem kar šel. 20, pa 20, pa 21, pa drug dan, namesto da bi počival, sem jih pa 26. Mislim, vse je bilo pretirano, ampak truplo se ni uprlo in jaz sem kar delal. Mislim, to je izvrsten podatek, no, Andrej. Mislim, to je že resen trening, kdo bi rekel, joj, sigurno te je, pa dobro, 3 leta nazaj je bila ravno korona, pa po koroni zamikalo, da bi šel še na kakšno tekaško pridito, ampak ti si malo svojevrsten človek, pa te ne vleče toliko na te vsa ta večja tekaška praznovanja, pa vse teh spektakle. Ti te svoje projekte raje guliš, objavljaš in neguješ, kot pa, da bi se šel, bom rekel, kazati med druge od 1000 glavo množico, kam drugam ali kako. Jaz moram priznati, da sem vse malo nastopač. To mi včasih tudi žena poučita, sicer prijazno, ampak mi. Ena stvar pa je, ki jo nimam prav rad, to so tekaška tekmovanja. Zelo, mislim, kar malo naredi grem, pa pol, ko ga tečem, sem zadovoljen. Super, zdaj pa še malo bolj zdaj pa še malo potreniral, da v drugič še boljš, to še zdaj pomislim. Na tem zadnjem tekmovanju sem bil v soboto, 1.6. je bil tek Bevke, moj priljubljeni tek. Se moram najprej malo pohvaliti, jaz sem verjetno edini, ki je bil na vseh tekih Bevke. Letos je bil 18. Bravo. Jaz sem bil na vseh, če malo, bi rekel, resnico prilagodim, namreč leta 18 sem bil ravno takrat, ki je bil tek Bevke, sem jaz na operaciji in seveda nisem mogel iti, če pa še hoditi nisem mogel. Potem naslednje leto sem šel, 19, leta 20 je bila pa že korona, pa ni bilo več teka Bevke, ampak jaz sem šel na tek Bevke in sem ga sam odtekel tisti krog 7 kilometrov, tako da jaz zdaj, bi rekel, govorim okoli, da sem jaz bil na vseh tekih Bevke. Ja, o teku Bevke moram še to povedati, še 2 stvari. Prva, prej sem se hvalil, da sem z vnukom pa sinom pretekel tek trojk in pa sem mu za hec rekel, vnuku sem rekel, kaj, a bi šel tudi v Bevke, ne? Ja, bom pa šel, pa se je prijavil, pa je šel. On je sicer športnik, trenira tekvando, ampak ni tekač, nič ne trenira in ni tekač. In je šel in je odlično odtekel sedmico, dobrih 5 minut za kilometer. In je bil zelo zadovoljen s tem. Tako da, in zdaj bo šel na 10 na Ljubljanski maraton, tako da je mogoče, da bomo v Kosi dobili še enega tekača v družino, kar me sicer zelo veseli. So mu pa odsvetovali, da bi tekel daljše teke od 10 kilometrov zaradi te eksplozivnosti pa tega, da se ne upočasni. Tekvando ima vselih ene drugačne regelce. Zdaj moram še to povedati, da sem jaz bolj slabo odtekel ta tek in sem potem razmišljal, da pravzaprav, ko 10 ne moreš več odteči pod 1 uro, potem si pa res mogoče že malo star. Tako da mi je dal to, da sem tekel 44 minut, 7 kilometrov mi je dal to misel, ker še dober je. Nekaj let nazaj sem nočno 10 tekel 47, v 47 sekundah, da sem pa sedmico tekel 44 sekund, tako da mi je to pa dal malo misel, da sem pa mogoče že malo star. In zdaj si rekel, ampak bom to
sam sebe postavil na laž, pa bom zdaj treniral, da bom jesen to 10 v 59 odtekel, sam zato, da eno leto odmaknemo še to starost, ali kako. No, dajmo. Tako je. Evo, sva se kar zmenila že midva, a veš, da imam jaz podobne težave, nič ne bom razlagal, spoštovana publika, saj tisti, ki me spremljate na Stravi, vsake toliko časa objavim kakšno stvar, pa vidite, da nisem ravno več med najhitrejšimi, ampak se bomo vrnili, z Andrejem sva si zdaj obljubila, da se letos še vrneva, ja, vrneva, pa dokaževa, da še nisva stara. Zdaj, ti si bil, Andrej, tisti, ki je bil zgled potem v družini, pa je tvoj sin, pa drugi sin, pa snaha, pa zdaj vnuk, prevzel tek tudi za svojo obliko gibanja ali kako? Ja, je kar bilo nekaj na tem. Mislim, jaz sem začel teči, no in zmeraj se vračam na to najino prvo srečanje. Na to srečanje me je spravil tudi drug sin Tomaž, ne tak, smo zdaj tekli trojke, on ima pa težave s podplati. In je takrat izvedel za to minimalistično obutev, za tvojo predstavitev in rekel, Fotor Robert ima predstavitev v Ljubljani minimalistične obutve, a tebe tudi kaj zanima. Ne? Jaz nisem nič razmišljal o minimalistični obutvi in sem takrat čul, no, in takrat se je pol ta moja minimalistična era začela in sem zelo hvaležen in njemu in tebi, ker mi še ne misel ne pride, da bi obul normalne tekaške copate. Ne? Daj si jih imel nazadnje. Si pa omenil tudi srečanje v Kranju na enem bosem teku, smo pa mogoče bil ta zadnji, ki si ga organiziral. Sem se spoznal s to našo štacuno ProAlp iz Tržiča, takrat sem kupil tudi njihove copate in sem bil, še danes sem neznansko vesel, da slovenska firma, no, to je bolj obrtniška firma kot kakšen teko, a ne, dela minimalistično obutev in dela reklamo zanje in razlaga, kako prednosti tega, tako da sem zelo vesel zase in zanje, no, in za Slovenijo. Tako je. Zdaj greš v štacuno, recimo v športno trgovino, ti ne moreš kupiti minimalistične obutve, ker je ni. Ja, zdaj si več stvari povedal, lahko pokomentiram. Matej iz ProAlpa je bil zelo prizadeven že leta nazaj, on izhaja iz Pekota, izhaja iz te čevljarske industrije, ampak on se je kot ene vrste vizionar takrat pognal, poleg tega, da je delal tudi klasično pohodno obutev in tako naprej, v ta minimalistični slog delal in še vedno delajo tam pri njem tudi obutev po meri in tako naprej. Mislim, da se mu je vse, kar je vlagal v to, tako energija, vizija in delo, zelo obrestovalo. Zadnja leta, posebej zadnji 2 leti po koronski, se je minimalistični trend v svetu, tudi v Sloveniji, spet obrnil močno navzgor. Andrej, ko sva se midva spoznala, smo bili šele na začetku prvega, bom rekel, bosonogega preporoda, takrat se je vse skupaj zares začenjalo, pa smo v naslednjih letih potem to spremljali, potem se je zadeva umirila pred korono, praktično ni bilo slišati o bosonoštvu, po minimalizmu, zelo malo je bilo še igralcev na trgu. No in zdaj, dragi Andrej, jaz tudi ne spremljam več tako podrobno, kot sem včasih, ampak druga generacija je prišla na sceno, milenici, pa milenici so imeli svoje otroke in tako naprej, in zdaj mamice kupujejo minimalistične copatke za svoje otroke, pa za sebe, pa za može in tako naprej. To je postala tako velika industrija, da na trgu obstaja, že ne mislim, da ne vem, vsaj 150 podjetij, ki se s tem ukvarja v Evropi in na svetu, ja, tako noro. Ti bom potem dal še linke, saj jaz jih ne znam vseh preklikati, jaz sem tudi zvest, kot ti Vivodkam, pa ProAlpu, pa bosim nogam, pa kakšnim sandalom, ki jih še imam, pa se nikoli noče uničiti, ne, to sam dobro veš, in to je to, a ne mi, da so že, bom rekel, dinozaura na tem področju, ampak mladina povlada to obutev vedno bolj, no, in se spet prijemlje in lahko rečemo, da so labida malo pred časom, no, pa da mladci to tudi grabijo zdaj in da je upanje še, da ne bova sama ostala, a ne, pa tacala okrog bosa, tako, ja. Ja, jaz tudi upam. Jaz sem zdaj, ko malo oblikujeva ProAlp, pa ne v dobrem, a ne,
Jaz imam z njim eno zelo simpatično izkušnjo, oziroma dve, tri. Prva je ta, da sem sploh njihove copate dobil, še danes jih imam. Potem sem pa videl eno reklamo, ko so naredili ene gležnarje. S takim malo bolj konkretnim podplatom. Jaz sem pa rabil nekaj za pozim, da na let pa ne greš z unim gladkim podplatom, vselih nima smisla, in tudi Bosne. In sem jim pol pisal, sem rekel, dajte vi tiste čevlje znižati v normalno obliko, pa bomo imeli trail varianto. Ne vem, če so jo zaradi tega. Mogoče so sami prej razmišljali, ampak vsekakor so jih naredili in so mi jih prodali, ampak pol so pa naredili še eno lepšo varianto, ki je bila črna, malo drugačno usnje je bilo, tisto so mi pa pol dali na uporabo, bi rekel, za nedoločen čas, nisem mi jo glih še enkrat, ker so oni tudi Gorenci, ampak tako da moram pohvaliti tudi, ker sva že omenila večkrat Vivo Barefoot, pred 12 leti oni niso znali copat delati, ker Mejduših niso znali. Res je. Imam jaz tudi eno trail varianto njihovo, seveda minimalistično in je imenitno. Očitno so se navadili to, da so pa tudi druge firme in da se ta miselnost mogoče pa majčkeno obrača, je pa imenitno. Zdaj, to, saj vem, da ne bom nič novega povedal, ampak to res moram reči. 100.000 let se je razvijalo človeško stopalo in je narejeno samo zato, da amortizira udarce ob tla. In zdaj bi mi to stopalo tlačili v neko zadevo, ki ti peto dvigne 2 centimetra in ti zmede gibanje, potem se ti pa še pohvali, da so pa naredili tako zmetenje, da ti ne bo nič hudega. Mislim, jaz imam res občutek, da se malo norca delajo z nas. Da sem malo grob bil, ampak malo tudi za nalaž. Ne, se prav, da so obnovila to sporočilo, ki so ga oba širila že pred desetletjem, je takrat še bolj kot zdaj evangelist tega gibanja sem bil, še vedno menim, da praktično vsakemu koristi, da je čim več brez čevljev. Jaz sem zdaj recimo bos, praktično sem večino budnega časa, ko nisem v avtu ali pa nekje zunaj, praktično bos. To mi zelo prija, zelo godi, priporočam. Tudi če ne boste šli teč, dragi poslušalci, drage gledalke, tudi če ne boste šli teč bosi, pejte pa hoditi bosi, pa ne lih v trgovino, pejte takrat, ko greste v hiše, ko greste po bloku, ko greste na sprehod, poskuste, boste videli, kakšen balzam za vaša stopala to je, pa za vas je kaluse, valguse in tako naprej. Andrej, kdaj si ti nazadnje imel obute klasične tekaške copate z blaženjem in vso tisto šaro, ki je ponavadi na njih? Zelo dolgo je že. Potem sem že opustil to obutev, sem mu pa kar v redu trail copate, ki se tudi niso premučili, ampak zdaj se firme ne spomnim, ne da jo nočem povedati, ampak se ne spomnim firme. Sem še potem 2-3 zime jih še kar nosil, sicer pač za po snegu, za po ledu, sicer sem tisti vložek ven vzel, tako da je bilo malo manj. Takrat sem mu kar mogoče tam, da je leta 15, 16, kar še, ampak izključno za pozim. To ti moram povedati, to mislim, da ti še nisem. Ker smo tiče trgovino, sem kupil tudi Vivo Barefoot, so bile zelo lepe, take črne, in sem kupil pol številke premejhne, tako da niso tako udobne, recimo kot Matej Sproalpa razlaga, da se morajo prsti lepo razširiti. No, še vedno jih imam, še vedno jih nosim, ampak jih nosim za na pogrebe, ker na pogrebe pa ne hodim bos. Lahko grem k zdravnici, lahko grem v teater, na pogreb pa ne morem iti in imam pa ene lepe tekaške
copate, vijo barefoot v ta namen. Ok, bom naredil tle en odvod, preden te vprašam, kaj se je vse zgodilo s tvojimi stopali v teh 10-12 letih, kakšne pozitivne spremembe si opazil. Samo eno stvar, ko si ravno omenil pogrebe, zapisal si v enega tvojih aforizmov sem si zapomnil, nekje si zapisal, ja, kdor bo nosil poslednje koščke kosa, naj to stori bos, in potem spodaj cel kup zgražanja, a ne. So si rekli, mene takrat ne bo doma in tako naprej. Se pravi, si že kar postavil eno poslednjo željo si, ja, ko bom pri 120 letih umrl, spoštovani in spoštovane, boste vi pogrebci morali biti bosi. Ali kako? Ja, to sem napisal, dejansko zapisal in sem zelo vesel, da si se to zapomnil, sicer kdo se pa bo, če se ne boš ti, a ne. Žena, moram priznati, je bila malo jezna name, rekla, kakaj seriš, fotor, no, si že čist zmešan. Se je pa poj javil en prijatelj, ki tudi hodi bos, skupaj hodba na to mrzlo kopanje. Ni tekač, je pa zelo zagrizen kolesar, tudi take dolge razdalje voz. Je rekel, veš pa, kos, če ne boš nobenega najti, tem pa jaz nesel. Tako da to imam zdaj zaenkrat rešeno. Ja, pozdravljamo tudi tvojega prijatelja, to plemenito delo se je javil, ja. Ja, bo pa mogel še kar nekaj cajta pač trenirati, pa čakati na ta dogodek. Dejva se vrniti tvojim stopalom. Jaz sem opazil, ko sem presedlal, bom rekel, iz najprej klasičnih premajhnih, seveda, copat, kot smo jih imeli vsi, potem na minimalizem, na bose noge. Z leti, zdaj imam največje probleme. Svoje čase, ko sem bil še mult, 18-letnik, sem imel številko 43,5 na tekaških, zdaj se spravljam v 46 praktično, ne. Opažam, da so mi vsi čevlji praktično preozki, razen prej omenjenih znamk, ne, klasični. Sploh, kaj pa si ti opazil pri svojih stopalih? Tudi morda kakšne razširitve, kaj drugega še, najbrž krepitev, bom rekel, in mišic in koža je drugačna, pa nohti in tako naprej, pa nart. Daj mi, prosim, malo oriši vse te, a ne, bom rekel, biološke, fiziološke spremembe. Zdaj, jaz moram reči, da kakšnih posebnih sprememb nisem opazil, zato ker sem bos ali pa obut minimalistično tudi takrat, če ponovim, ko grem na pogreb, ne, in te copati so zadosti široki, če bi šel pa z normalnimi, pa sem mogoče ene parkrat tudi normalne čevlje obut, ki je bila taka pač priložnost. Takrat so seveda je bila noga zelo utesnjena, zelo neugodno je bilo, ampak s tem se zelo redko srečam, tako da s tem nimam težav. Tudi sicer nimam kakšnih, ali pa imam relativno malo poškodb, no. Tu pa tam brcnem v kakšno stvar, ki sem menil tudi nohte, no, včasih kakšen na palcu tudi črn, a ne, polen cajta. Včasih stopim na kakšno stvar, zelo redko dobim žulj, zelo redko, mogoče še najbolj nevaren vroč asfalt. Samo pa je zadnjič eno zabavno dogodivščino s tem prijateljem, ki me bo nesel pol na zadnjih 100 metrov, piše se Aleksander Škraber, sva se srečala na Vrhnki in sva malo poklepetala, seveda sva bila oba bosa, jaz sem tekel, on je šel proti stanovanju. In sva se pogovarjala, kako ljudje, ki smo bosi, kako refleksno bolj pazimo, kaj je na tleh, če je kakšen kamen, če je kakšno steklo ali kaj takega, in sva se oba hvalila s tem, kako je to pač narava poskrbela za to, no, in jaz sem pol tekel lepo počasno naprej in sem 100 metrov po tistem brcnil pločnik. Ker ljudje tako natančno gledamo pod noge, kadar smo bosi, ampak to res verjamem, da bolj gledamo. Ja, saj moraš iti, ni druge. Bilo je relativno malo poškodb, me pa presenetilo, mislim, da lanski takrat, tako malo neugoden vreme je bil, malo hladno, pa malo mokro na tleh, jaz sem tekel sicer 15 kilometrov in mi je preprosto počla koža na blazinci podplata. Prav počla je. Ker
kot da bi jo nekaj prerezal, pa je ni. Morda nisi Zelo- opazil, ali pa je bila pač obremenitev taka, da je pač Ne vem, nekaj se je zgodilo. Nekaj je bila tečna in me je hecala, sicer se je to relativno hitro pol zazdrav. Nimam težav, moram reči, zdaj je bilo treba potrkati, pa ne bom, nimam težav s sklepi, mislim, To je gležnji pomembno, ja, kolena, povedati. Ja. ker poanta je, zdaj me malo križ boli zadnje cajte, ampak res sem toliko star, da si to lahko privoščim. Ampak s poudarkom na malo ne naboli. In to seveda, ko smo govorili tudi o stopalih, pa zdaj govorijo, je treba poudariti, ne. Problem je samo peta. Če s peto udariš, pa se ta udarc prenese na gleženj, na kolen in na vse sklepe naprej, ne. Tako. To je to, to je vsa znanost. In čim tečeš normalno, tako da, pa ne, da zdaj spet teku po prstih, ampak jaz čisto normalno položim peto na tla, ampak samo za trenutek. Pa ni treba nič misliti, pa nimam neke posebne tehnike. Za trenutek se peta dotakne tal, potem se zapelje po stopalu in stopalo ima pa itak, ne vem koliko. Kosti, mišic, vezi in je narejeno tisočletja in 100 tisočletja za to, da amortizira udarec. Nimam nekih posebnih težav. Prav. In tudi ne nameravam jih imeti. Ta dodatek mi je všeč, ja. Ta pridodatek na koncu, ja. Ne bom nič novega povedal, če rečem že desetletja. Atleti, ampak resni atleti, profesionalci, velikokrat delajo kakšne, vsaj na travci, na štadionih, kakšne vaje, tudi bosi. Kaj vse lahko narediš za svojo tehniko teka, recimo, če samo malo tekljaš bos, vejo vsi tisti, ki so to poskusili. Jaz, recimo, ne, ki sem imel tudi petni tekač svoje čase, že dolgo nisem več, če sem res blaženo obut, pa res utrujen, tako da je veliko na temu, kar si dejal, ampak da me še nekaj drugega zanima. Ok, si v družini, ki sprejema marsikaj, seveda tudi tvoje čudaškosti, take in drugačne, ampak kako so pa sprejeli, bom rekel, tvojo bosonogost, pa bosi tek, pa kako je tvoja okolica to sprejela, ker sem opazil tistih 10 let med 2011 in 2020, ko smo delali bosi tek, slovenski bosi tek v Kranju, ljudje so radi prišli z vse Slovenije in največjo zadrego, zakaj tega ne počnejo pogosteje, tudi v svojem lokalnem okolju, je bila pač ta stigma oziroma te začudeni pogledi, ponavadi, ne samo družine, tudi okolice in ljudje imelo malo neprijetno, če so jih vlačili po zobeh kot neke čudake, ki pa zdaj bosi tekljajo okrog. Kako si pa se ti s tem spoprijel? Ja. Kakšnih posebnih problemov nisem imel, moram reči, še enkrat ponoviti, da sem tudi malo nastopač. Zdaj bom povedal eno anekdotico. S prijateljem sva sedela na kavi pred Mantovo, pri sosednji mizi sta sedeli dve mladi punci, se reče po slovensko, in pol mi ena reče: "Gospod, zakaj ste pa vi bos?" Sem rekel: "Veš zakaj? Zato, ker če bi bil obut, se midva zdaj ne bi pogovarjala." No, ljudje to relativno dobro sprejemajo, tudi me pohvalijo. Malo težje je to sprejela žena. To, da sem tekel bos, to jo ne moti, jo je pa motilo od začetka, ko sva šla po cesti, a ne, in zdajle bom, ker ne posluša, sem malo pohecal, pa bom rekel, da je šla na drugo stran ceste, a ne, ker je bilo malo nerodno. Imam strogo prepoved biti doma bos, ki jo upoštevam in ji dam tudi prav, ker bosa noga se pa na parketu drugače obnaša, kot če si v enih šlapah. Tako da to res upoštevam. Vozim bos že dolga leta. Ja, ljudje so se me zdaj navadili, zdaj imam pa drug problem, če me vidijo, da sem pa obut, to se zgodi zelo redko, ampak se zgodi, in pol so tako zaskrbljeno, a ne, mi rečejo: "A si kaj bolan, ker si obut?" Tako da zdaj, ampak je pa en problem, recimo, ki me noben več ne porajta, ne.
se moram pa obuditi zaradi tega, da me kdo porajta, sem pa v vseh teh letih doživel eno zelo neprijetno zadevo, ki se je sicer dobro končala, pa se je slab začela. Sem šel tankat sem šel, sem šel pol plačati in tam na vratih je stal en fant, dober je, recimo 20 let mlajši od mene, precej tudi težji, in me je hotel fizično napasti. Je rekel, ti si zmešan. In če malo pretiravam, sem mu šle pene na zobe in ti si nor, ti hodiš bos, ne znam vsega tega ponoviti, moram reči, da sem se malo strašil, nisem lih stekal, ampak tudi ne bi bil, bi rekel, dostojen nasprotnik v morebitnem fizičnem obračunu. Gledal je s tabelom skoraj in potem je prišel prodajalec mimo in ga je nekako zamotil in je pol name pozabil. Ampak to je bil resen tak, ne samo neprijetna dogodek, neprijetna izkušnja, ampak tudi tako presenetljivo, da je lahko nekdo toliko, da ne uporabim kakšne neprimerne besede, da nekaj takega naredi. To je bila v vseh letih edina res neprijetna izkušnja s tem, da sem sam tankat šel in plačati na Petrol. Kaj se bosemu človeku vse zgodi? Ja, na tem svetu. Zdaj, ko si na upravni enoti poročal, takrat vse te pare še nisi bil bos, pa tudi spodobilo se ne bi. Srečaš kdaj kakšen svoj par, ki si ga poročil, pa se te spomnijo, pa rečejo, zdaj ste pa bos, gospod načelnik Kos? Ne, to ne. Mislim, srečam že kakšnega, moram reči, da sem jih tudi veliko večino pozabil, vse jih je bilo, tako kot si rekel, 800 in več. Velikrat pomislim na to, koliko jih je še skupaj, za nekatere vem, da so, za nekatere vem tudi, da niso, ampak zdaj nekako sem se odločil, da jih je verjetno ne pol še vedno skupaj. Zdaj, ko si omenil poroke, no to sem zelo z veseljem delal, res mi je bilo to všeč. In zdaj, ko tam ne vzad za menoj gledava Cankarja, jaz sem vseeno uspel, pa takrat, če nismo brali Cankarja na Vrhnjem, hvala Bogu, sem uspel poroke pa Cankarja povezati. Namreč v tistih letih sem jaz bil načelnik 2005, do 2007 sem bil, se pravi od 95 do 2007, je bilo zelo veliko porok na Vrhnjki sploh, in to iz dveh razlogov. Prvič, ker jih je bilo nasploh več porok takrat, in drugič, ker smo na Vrhnjki po nekem prijaznem spletu okoliščin imeli poroke zunaj. V parku gradu Bistra, tam je tehniški muzej, in je bilo zelo lepo tam, in so ljudje pogruntali, da se lahko pa na Vrhnjki poročijo zunaj. So pa vsi prišli. So navali na Vrhnjko. Dobesedno. In jaz to gledam in sem pogruntal, Madonca, če smo pa na Vrhnjki, je pa treba ljudem povedati, da imamo Cankarja. In potem sem v ta ročni nagovor dodal malo Cankarja, ker je tam tudi ena nevesta omenjena, ki prav v Alešu iz Razora, bela kakor nevesta, se sveti na Holmu, Sveta Trojica in tako naprej, da zdaj tega ne obnavljam, ampak to je bil pač simpatičen vložek, ki smo ga res velikrat povedali, se pravi, če sem jaz tih 800 poročil, pa nisem zmeram jaz delal, so tudi kolegi delali to, pa takrat, ko so bili kolegi, so v glavnem matičarke brali ta odlom, ampak smo ta odlomek res velikrat prebrali, še v tistih časih, ko na Vrhnjki še nismo brali Cankarja. No, jutri ga bomo pa spet, jutri bomo 406. branje. Noro. Cankar, kakšna lepa številka, to je 203. epizoda, jutri pa bo 406. branje. Če so na številkah, to je bilo vse z namenom, Andrej. Tle ni nobenih naključij, tudi zato, ker je bil tek v Belkah prejšnji teden, si povedal sveže izkušnje, tle ni naključij. Vse stvari delamo tako, kot je treba. No, malo se tudi pohecam, spoštovani, Andrej,
Lej, eno stvar mi moraš povedati. Ne? Cankar se bere že 8 let tamle na močilniku. Ja, najbrž je bil povod za to, najbrž je bila neka zgodba, pa je tudi protest. Mi lahko kaj več poveš, odkje je Cankar zdaj že 406. na sporedu tedensko na Vrhniki. To je zanimiva zgodba. V letu 16 se je zgodilo tam enih par stvari, nekatere stvari so se pa dogajale že prej. Zdaj, nisem Cankar, moram povezati to tudi s tekom. Jaz sem pač velikokrat tekel skozi Močivnik in mogoče leta 2015 po žledu je bila ta potka okrog izvirov, je bila zasuta z vejami. Tako da nisi mogel iti okoli, ker se je lesnik spomnil, da bi pa on, nimam lepe besede, da bi zajeval Vrhniko in je zaprl pot. Tisti je trajal kakšen let in potem je to bilo spet počiščeno in odprto, ampak takrat sem se prvič srečal z Močivnikom kot s problemom. Potem pa to omenjeno, že omenjeno leto 16, takrat se je zgodil par stvari, že več let je bil v Močivniku ene sorte kupleraj. Rdeče luči so gorele, ena tako kar simpatična silhueta nage punce je bila na vseh oknih narisana, pa da niso nič hoteli. Oni so svoje počeli, kakor so, ampak je bilo moteče. V Močivniku so desetletja plesali, cela Slovenija je hodila plesati, v Močivnik, pa na koncu smo imeli pa en slabo obiskan kupleraj. Potem naslednji problem je bil ta, da smo imeli s tem istim fantom, ki je bil lastnik tiste poti, se je še danes, tudi sicer en kup nekih mejnih sporov. Še celo smo govorimo o imenu turističnega društva namreč. Smo na koncu dosegli pa eno sodno poravnavo, ampak trapasto. Bile so želje, da se ta dolinica sprivatizira in v ta z nekim glampingom, pa ne vem če, mislim, noro. In da je stvar še slabša, se je v to vključila tudi država. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je hotel razlastiti turistično društvo. In avgusta 2016 smo dobili njihovo pogodbo in če bi jo naša predsednica podpisala, bi mi bili društvo in Vrhnika ob dve pomembni parceli. Mislim, tega se je toliko nabral, da je polenkrat predsednica rekla, dobro je, dajmo se mi dobiti v Močivniku in dajmo brati Cankarja iz protesta. To je rekla na enem upravnem odboru, je rekla, če ne bo drugega, bova pa sama. Nisva bila sama, bilo nas je 5-6 mogoče in beremo še danes. Moram povedati pri tem branju še to, da zdaj Cankarja že malo poznamo, majčkeno ga še celo razumemo, zgodil se je pa še nekaj, da ne hodimo tja iz protesta več. Sej stari pomislimo na to, ampak dobili smo tudi kar nekaj novih bralk in bralcev in te ne hodijo zaradi protesta, ampak hodijo zaradi dobre družbe in zaradi Cankarja. In to je zdaj ratalo en obred. Ti veš, da imaš sredo popoldne branje in če midva se recimo dogovarjala za sredo popoldan, za tole najino srečanje, ne gre, no go, ko smo rejeti v Močivnik. Tako da zdaj kar beremo, in še nič ne kaže, da bomo nehali, noben ne omen, da se je naveličal, kar hodimo, tudi veliko imamo še za prebrati. Smo pa nekatere stvari po petkrat že prebrali, ampak pa kaj. Očitno ste, koliko časa pa traja tako srečanje, to je urica, ki jo preživite v branju, pa se menjujete kot bralci, ali kako? To traja eno uro do uro in pol. Pride nas tam od 10 do 15. Lepa zasedba. Ja, in tako potihem smo malo zmenili, da ne bi noben več kot 5 minut bral, da se ne naveličamo enega poslušati. Pač tako je in se več ali manj tega tudi držimo.
imamo dva fanta, ki redno hodita in ne bereta, ampak skrbita za logistiko, to se pravi, da za ene druge lope prineseta stole, pa da ozvočenje zrihtata, ker tam zraven je še en Ljubljanca, ki je kar glasna, kadar je take volje, a ne, in da se slišimo, imamo eno ozvočenje. Moram pohvaliti še posebej pohvaliti enega od teh dveh fantov, ki nam to pomaga rihtati, ki mi je šef za ozvočenje. On bo letos decembra star 94 let. In on je edini, tako moram reči, tista naša bralnica ima na eni strani, so fantje naredili eno stopnico, na drugi strani jo pa nima. Ampak on je edini, ki tam, ki ni stopnice, pa je visoke pol metra, čisto lepo dol skoči, mi tam mladi hodimo pa okoli po tisti stopnici, tako da bravo, Tone Stanovnik. Tone Stanovnik, ja, je rekel, dokler se jaz ne bom naveličal, se tudi vi ostali ne smete, tako da, ja, še na mnogo branj Cankarja. Kaj pa, če kdaj dobite kakšnega gosta, se kdo zanima, kje je slišal, pa morda je, bom rekel, tudi Cankarjev fan, ali pa ga zgolj zanima, kako to izgleda. Povabite tudi koga, pride kdo v goste, pa ga vzamete s sabo. Pridejo tudi, niso prav pogosti. Imeli smo ene 3 punce iz Žirov, vsaj 2 od teh sta bile učiteljici, ali pa ena je še aktivna, ki so prihajali enkrat na leto. Zdaj so nas lani nekam zanemarili, jih moram malo okregati. Potem je bil z nami enkrat tudi Tone Partljič. Tone Partljič je velik ljubitelj in tudi poznavalec Cankarja, on pa res zna ene pol Cankarja na pamet, pa zdaj ga je že malo pozabil, ampak je bilo tako res imenitno srečanje z njim. Zelo nas spremlja ena profesorica z Obale, dr. Vesna Mikolič. Ona je tudi pisala o Cankarju, pa o njegovem stilu, pa o njegovem jeziku. Je napisala, mislim, da je 2 knjigi, ona nas redno spremlja in je tudi pride enkrat na let in bere z nami. Zdaj, eden od takih, ki mi vedno, pa se srečava 2-krat na let, nazadnje sva se srečala pred 3 tedni, ki mi vedno obljub, da bo spet prišel, je naš reper Zlatko. Enkrat smo bili skupaj na Trojici, smo imeli tudi eno posebno prireditev v zvezi s Cankarjem, no in takrat je obljubil, da bo prišel in je potem prišel enkrat v Močivnik. Zdaj pa samo obljublja, tako da ga zdaj pozivam, a ne, da mi je pred 3 tedni prebral za to obljubil, da zdaj pa res pride, torej naj pride. Imamo tudi eno prijateljico z Ljubljane, ki je sicer vrhničanka, pa zaradi, bi rekel, fizičnih težav, ker zelo težko hodi, ne more priti, ona ne more iti na avtobus in če eni prijatelji iz Ljubljane pripeljejo, pride tudi fizično, drugače pa ne, ampak ona je redna bralka prek Zooma, ker to nam je ostalo. Takrat, ko je bila korona, a ne, smo pa brali prek Zooma in potem smo to ohranili za najnujnejše primere. In tako nam, ne vem, Romi Mavri bere recimo prek Zooma vsako sredo. Zelo lepo. Zelo lepo. Tako da imamo to, malo v redu imamo to zrihtano. Zelo, zelo dobro, pohvalno. Zdaj, omenil si, ja, to je zdaj že 8 let, imaš ljubo ti delo Ivana Cankarja, morda kak zvezek njegov, kakšen odstavek, kakšen vers, ki ti je res njegovo, bom rekel, inspirativno in se ga nikoli ne naveličaš. Jih je kar nekaj, ampak bom, če ne bi povedal, bom povedal enega najbolj zlajnanega, ampak bom tudi povedal, zakaj. Iz Hlapcev, ta znameniti stavek:
narod si bo pisal sodbo sam. Ne frak mu je nebo in ne talar. Ampak jaz pišem aforizme in sem to seveda pol mal obrnil. Jaz nisem tak optimist, kot je bil Cankar, in sem to malo obrnil v današnji čas. In pravim takole, narod si že piše sodbo sam, a kaj, ko bereta mu Frakjo in Talar. Perfektno, mislim, evo, zdaj si mi pa dal še eno istočnico za še eno vprašanje. Ja. Aforizmi so super stvar, ampak pisati jih vsak dan, pa v vsaki stvari najdete eno modro misel, neko globoko podstat, pa z tega ne pisati aforizma, to pa je umetnost. Zdaj, kje pa in zakaj aforizmi, dragi Andrej, kje si pa s tem, s to umetnostjo začel se ukvarjati in baviti? Ja, s tem sem začel čist po naključju davnega leta 2008 in jaz ne vem, kaj sem danes poslal na dnevnik, ampak spomnim se pa ta prvega aforizma, Ajde. ki se sliši takole: če rešuješ problem, ki ga ni, potem problem nastane. In potem sem pač s tem dobil neko veselje. Jaz govorim tako malo zmedeno, ker rad govorim, ampak nisem prav dober, predvsem pa neurejen govorc. Ampak če sem se pa kje discipliniral, sem se pa pri aforizmih, ker je poanta aforizma v tem, da je kratek. In potem sem te aforizme pošiljal v dnevnik. Takrat je rubriko je imel mojster Evgen Jurič, veliki mojster, veliki mah slovenskega aforizma, eden od njih, se jih je še nekaj, ampak on in Žarko Petan sta verjetno najhujša. Tako, ja. No, in to je trajalo. Včasih smo se tudi malo pričkali z dnevnikom, ki me niso hoteli kaj objaviti, pa sem bil hud nanje. Potem mi je pa eden od urednikov jeseni 2018, pol po operaciji, poslal en mail in mi napisal, pač, da se bo Jurič upokojil, mislim, kot sodelavec dnevnika, če bi jaz prevzel to rubriko. In sem seveda najprej rekel, ja, nisem nič razmišljal, kako to pol, kako jo folgaš tako, ker je treba vsak dan 3. Dal sem mi naslov prilike in neprilike in sem začel takrat pošiljati in pošiljam vsak dan 3. Zdaj moram biti toliko pošten, da rečem, da se v glavnem v velikem delu se šlepam na politiko. Ker se v tej državi in okolici te države dogajajo take, ne samo grozne, tudi tako trapaste stvari, da če majčkeno poenostavim, če bi sam majčkeno obrneš naslov iz dnevnika od enega članka, pa si noter, pol se tudi, to niso zares ta pravi aforizmi, sem tudi jaz to kritičen do sebe, ampak včasih berem tudi iz arhiva, recimo, ki jih pol objavljam, pa na Facebooku, pa za kakšnega sam ne vem, zakaj sem ga napisal, ker je bil napisan pač na neko situacijo, na nek dogodek in ti spol pozabiš in so veliko več vredni, recimo tisti, ki so taki čist splošni, dnevnik ima pa mogoče malo raj to, da je kritika na ali pa aktualnost, določene probleme, sem pa sam tudi zelo vesel, ker tu pa tam mi pa vseeno tudi rata, kakšen aforizem, ki ni zato, ki je bilo včeraj nekaj v parlamentu, ampak ker je tak splošen, malo je to povezan spet s tekom, ne morem iz teka ven in laufam, če laufaš 2 ure, nimaš že na koncu kaj misliti, poznaš to. In mi kar pride na misel kakšna ne vem odkje. Ne vem. Prav. In potem se ustavim, vzamem mobitel in ga posnamem. Pametno. Ker včasih so tudi 3, to je sicer zelo redko, to so tudi 3 in potem
ni variante, da se jih zapomnil do doma, ampak imam posnete. Tako da to zdaj kar delam in imaš še eno dobro lastnost na to, da sem, ko to pošljem, do enih, naj bi to poslal, in če sem zadovoljen s tistim paketkom, imam pol malo zaloge dobre volje še pol za čez dan. A lahko, zdaj, če smo pri aforizmih, povem enega, ki je v bistvu moj najljubši. To sem te hotel vprašati, iz jezika si mi vzel. Evo, je pa malo prostaški, a vseeno lahko povem. Dobrodošel. Ko ti dokurči, popizdiš. Tega sem videl še na nekem lesorezu ali na neki ploščici, a je tako, ja, s čimer se tudi ukvarjaš z grafiko, ta mi všeč, ta pa je za na steno, ja, tega bi pa jaz dal doma na WC, ja, to je pa to. To je pa zdaj sem prv samo eno razstavo v knjižnici in sem prav tega pol prodal. Itak ne prodam nič, ampak taj pa šel. Jaz sem ga prodal in punci je bil tako všeč, ne vem, kam ga je obesla, a ga je v spalnico, a ga je v kopalnico, ampak joj, evo, pa sem vedel, da bi bo kakšna priložnost ušla, no, tam je. Ja, saj to delam, ga dobiš. Ta mi je res všeč, ko sem ga prvič videl. Znov imam še enega, moram samo odtisniti v glino in odžgati, tako da ni problem, ga moram tudi zase odžgati, ker ga vidiš, ga tudi sam nimaš za naslednjo razstavo. Aforizmi, ja, to je res veščina, s katero se ne peča veliko avtorjev. Če tistim laičnim poslušalcem, ki morda ne vejo, kaj je aforizem, kako ti razložiš, kaj je to aforizem nekomu, ki pojma nima, kaj je to? Beseda ima neko uradno definicijo, ki jaz ne znam, ampak mora biti to eno duhovito, kratko sporočilo. Predvsem mora biti kratko. Ker recimo ta stran v Dnevniku, kjer imam jaz to pač svojo rubriko, ima še je še pol od spodaj, ki se reče vaš preblisk, in tam se kar oglaša veliko kolegov, nekateri so zelo dobri, tudi zelo duhoviti in se najbolj užaljen, kadar je od kakšnega kolega boljših, kot moji trije gor, so malo užaljen, ampak tam se dogaja še nekaj drugega, tam pišejo take dolge sestavke, pa jaz pravim, da zakaj? Saj pisma bralcev so tam zraven. Lepa, daj hudiča nekratko povedati, ne, trikrat isto stvar madonca. Je pa včas manj problem, ja, ker ideja je, misel je, stavek je, sam kako ga pol pošmerila toliko, da bo zadosti kratek, da ne bo, mislim, mora biti kratek. To je ena od pomembnih lastnosti. Ja, mora izražati, mora biti seveda humoren, mora imeti zadnji globoko misel, neko ost, punchline, mislim, to je težje kot stand-up komedija, tako kot recimo tisti tvoj Šnopc in Šmarnica mi gresta na jetra in zdaj pa vsi razmišljajo, kaj pa tle, seveda, moraš biti kar udaren, ja, da ti vsak dan zapišeš, recimo aforizem na temo, vem, da si enega napisal na temo Cankarja, a veste, kakšno srečo ima Cankar, da ima rojsten dan ravno na dan občinskega praznika na Vrhniki, ja, pa smo tudi mogli kar malo pomisliti, pa smo ugotovili, spet tako so, povej mi, mislim, ja, 3 moraš na dan oddati, jih delaš tudi na zalogo, jih imaš za hude cajte dosti zaloge, če kaj zboliš ali pa če ti ne uspe, da jih pošleš tiste 3 na dan, ker to pa je kar neka obveznost. Na zalogi jih imam 500 ali pa malo več, ampak so v glavnem neuporabni. Ker niso, so šli že mimo, ali kako? Ene je čas preprosto povozil, eni niso dosti duhoviti, prej sva pa govorila o definiciji, si pa potem ti še dodal eno stvar, ki sem jo jaz pozabil in je zelo pomembna, namreč ta, da je zelo fajn, če je zadeva zapeljana tako, da mora bralec malo pomisliti, kaj si hotel, in
če ni iz prve vse jasno, je še boljš. Mislim, to more malo tudi ratati, saj to ni kar tako, da bi prav pogosto. Moram pa reči, da jih ne upam brati. Jaz ne berem tujih aforizmov. Aha, zato, da se ne bi okužil s čim? Ja, da se me ne bi zalepil in potem ne veš, že tako se kakšna zadeva siguren ponavlja, pa so pametni fantje, pametnejši, ki so to pisali tudi pred menoj, marsikaj napisal sem kasneje jaz, pa nisem jaz tistega njihovega prebral. Moram pa reči, da se kar malo namerno izogibam temu, da bi bral tuje aforizme, ker se mi zdi prenevarno. Aha, no, evo, to si lepo povedal. Jaz sem svoje čase rad prebiral Žarka Petana pokojnega, ja, on je imel nekaj odličnih, ja, pa Evgen Jurič, ja, tudi, a ne, je še živ, sem preveril, mislim, da je še živ, kar gospod v častitljivih letih, verjamem, da še kakšnega s pesmi. Imaš kakšnega tekaškega, mogoče, na izust? Enega, ki mi ni preveč všeč, ampak imam tudi na majici napisanega, pa gre takole: če ne tečem, sem tečem. Ja, kdo drug kot kos, ki je vedno bos. Ja, si na to temo tudi že kakšnega, mislim, to je samo po sebi umevno, dvoje se rima, kos, ki je vedno bos. Imaš še na to temo kakšnega, da se sami sebe pohecaš? Na to temo imam enega, ki mi je pa zelo všeč, je malo sicer daljši in gre takole: a vsak kamenček čutiš? Ne, samo tistega, ki ga pohodil. To so me spraševali ljudje, a ne, me vprašajo še zdaj in pol pač je to samo odgovor. To ni zares aforizem, ampak je povezan s tekom in z boso hojo in bosim tekom. Perfektno. Andrej Plodovici, ok, vem, da si risar, slikar, kipar, ja, ki zna narediti tudi žaro, a ne, pa kakšen kipec, pa marsikaj, ne, si grafik, si človek, ki piše te aforizme. Boš izdal kakšno knjigo najboljših aforizmov, kdaj, če jo nisi že, oziroma jo imaš že pripravljeno? Zdaj me izzval, moram povedati, huda skrivnost, ampak ne morem ne odgovoriti na to prijazno vprašanje. Namreč, ja, pripravljam se že kar nekaj časa, z knjigo rabiš mogoče 500-600 aforizmov, ker jaz imam sicer v svoji zbirki, jih imam, ne vem, 7000, ampak rabiš jih pa recimo do 1000. No, in v tistih 7000 jih ni težko 600-700 dobrih najti. Sem že začel delati izbor in zdaj, če ne bom prelen, bi to drugo leto nekako spravil na svetu. Čas je že. Ja, točno to, evo, vidiš, a sem izvabil s tebe tudi to priznanje. Sem se spraševal, ja, pripravljajoč se na tale podcast, razmišljujoč, sem rekel, ali je Andrej mi kdaj govoril že o tem, pa mi ni, pa sem rekel, kako vraga človek, ki je tako, bom rekel, plodovit, ne, še ni šel v tej smeri, ga noben ni pocukal za rokav, kak založnik in podoben, ne, to je danes, ko se prodaja marsikaj tam zunaj v knjižni obliki, ne, bi bili aforizmi, knjiga aforizmov Andreja Kosa, res taka dobrodošla popestritev. Andrej, evo, komaj čakamo, ja, na tvoje delo, ja, pa na tvoje aforizme. Kdor bi za ščepec Andreja Kosa rad uživ v aforistični obliki, kar hop na njegovo Facebook stran, pa malo poskrolete, pa se malo posmejte kakšnemu, ja, ki ga je, ali naj si bo na aktualno politično dogajanje spesnil, ali pa kar tako dodal, res izvrstno. Rekel si, navdiha imaš dovolj, vsakodnevno se ti veliko stvari dogaja. Kje imaš pa čas, da vse svoje ukvarjanje z umetnostjo, že prej omenjeno, pa tudi kakšno kitaro še vzameš v roke, oziroma bas, pa kaj zapoješ. Mislim, ti si res, rekel, širok človek, kar se umetnosti tiče. Ja, sej se sam s tem ukvarjam.
prav žena, da ni nobene druge koristi od mene, kot je to, da travo na vrtu pokosim, pa smeti odnesem. Drugače me pa v glavnem okupirajo hobiji. Ja. To je super. Mislim, nekaj najbolj groznega je verjeten, jaz si to sicer ne znam predstavljati, ampak če si potem, ko si v penziji, jaz sem zdaj 70 let v penziji, ja, ne, če nimaš neke pametne dejavnosti, okupacije, mora biti grozljivo. Pa je lahko tudi vrt to. Mi ga imamo, pa jaz grem sam preštihati, 2 dni traja tortura, potem pa popustim, pa grem vrt preštihati. Itak narobe naredim, ampak malo ga pa razbrskam. Ampak tudi, če imaš ali vrt, ali lahko križanke rešuješ, lahko znamke zbiraš, karkoli, sam da nekaj, da si na nek način aktiven, je pa zelo fajn, tudi ker si gor pokazal, da je to nekaj takega, da mora podstrešje malo delati, pa je to so lahko križanke, lahko iz sudoku, tu moja žena vztrajno dela in super, jaz ga sicer ne maram teh številk, ampak vse, kar ti malo prelufta podstrešje, čeprav to, ki tega tek lahko, tega tudi sudoku ne more. Ja, to se strinjam, ja, razen če med tekom rešuješ sudoku kombinacije, ki jih prej nisi rešil, ali pa še boljše, ne? To, kar je Andrej povedal, se mi zdi ključno. Jaz sem rekel, večino svojih tekstov spisal v glavi med tekom, marsikatero idejo dobim tam, a ne, premalo tečem zadnje čase, pa imam premalo idej, tako da to je, bom rekel, za marsikaj je tek za navdih, a rabite navdih pa muzo, pejte laufat. Če ne boste srečali kakšne prijetne deklice, ja, boste pa dobili kakšno prijetno idejo. Andrej, eno stvar, te še moram vprašati, pa se tiče tudi tvojega zdravja, se spomnim tisto leto, mislim, da je bilo 2019, ko si prišel na bosi tek, pa si rekel, Andrej, nekaj drugačen si mi, takrat si mi razložil, da si bil kar hudo bolan, da si imel kar velike zdravstvene težave, s katerih se, bom rekel, si se izvlekel, si rabil veliko skrbe, veliko časa. Lahko na kratko razložiš, kaj se je zgodilo in kako je to vplivalo, bom rekel, na tvoje življenje, pa tudi na tvoj tek, če so že pri tem. Bilo je nekaj sitnosti, ki so se začele leta 2012, ko sem iznenada oglušel na desno uho in potem se je to vleklo, ali pa ni bilo nič hudega, razen tega, da nisem slišal, pa da je malo šumel, tako kot mi tudi zdaj še šumi, do jeseni 2017, ko sem se spet natekel, zvečer smo nekaj, na Vrhniki je ena tekaška skupina od leta 2014 dela, tudi danes še trenirajo, jaz ne treniram več z njimi, ampak takrat pa sem. In smo tekli v en klanc in mene je začel zanašati. In kolega, ki je tekel pač blizu mene, me je zagrabil in se me je celo pot pol nazaj držal kot klop, da ja, kos ne padel, ampak pol sem pa vseeno šel malo na pregled, pa pol na magnetno resonanco in so odkrili en kar konkreten tumor, sicer benigen, tle zadaj za ušesom in je bil en tak kot ping-pong žohca, se je pol izkazal, je tudi magnetna resonanca je to pokazala. Ja, nič, pol sem šel pa za dan mladosti leta 2018 pod nož ali pa lep se sliši pod skalpel in so mi malo odprli tam za ušesom in pobrali tisto, kar je bilo odveč ven, ampak ker se je vsa ta zadeva začela v slušnem živcu, tam zraven je tudi ravnotežni živec in obrazni živec, je deloma tumor, deloma njega odstranitev mi naredila, bi rekel, malo škode. Jaz ne razmišljam o tem, da kirurg, ki mi je operiral, kaj narobe je naredil. On je naredil to, kar je lahko, ampak posledica je bila taka, da sem se upotekal, ko sem hodil in teč nisem mogel, tudi slučajno ne, slihal, že prej nisem in šel je tudi obrazni živec, se še malo poznal, nisem zdaj tako lep, sem bil včasih, ampak takrat pa, če ti se spomniš tega, ne je bilo pa kar hudo, ker mi je ta stran dol
kar dol mahala in mi je rekel kirurg, slušajte, če se to v enem letu ne bo popravilo, potem se ne bo in pejte na operacijo. In sem hodil en let na vse sorte fizioterapije, vključno s tem, da so mi ene Kitajke zabadale igelce, ne vem kam vse, žal ni pomagal. In sem se pač odločil, da bi šel na operacijo. Zdaj, če se lahko vrnem za trenutek na poroke, poročil sem Ahčana, tega znanega kirurga, in takrat mi je rekel njegov oče, tako za hec, je rekel, tega fanta si pa kar zapomnite. On je zdravnik in mogoče ga boste še kdaj rabili. No, takrat, ko sem rabil to plastično operacijo, nisem šel Ahčanu, ampak me je operirala ena punca, ki je bil Ahčan njen šef, in mi je zelo v redu, se mi zdi, popravila pač obraz, tako da imam zdaj veliko manjše težave, ker prej sem tudi govoril težko, ker ta stran je bila čisto hlapna. In ko smo Cankarja brali, sem se takole držal, pa so mi rekli, ko se ti ni treba skrivati, saj vemo, kako izgledaš. Pa ni bil štos v tem. Štos je bil v tem, da sem jaz govoril težko. Zdaj imam pa tenot elastike, ki jih je nekje ukradla z noge, in mi jih je napeljala noter, popravila me je oko tako, da mi ne maha več dol, ker prej mi ta veka mahala dol. Je pa ostal en problem, ki ga ni uspela rešiti, to jaz ne morem zapreti očesa. Desnega očesa. Ja, desnega očesa ne morem zapreti, to je neugodno, po noč ga moram pokrivati z eno komoro, včasih se mi vname in me skli, moram dajati kapljice. Zdaj, če gremo nazaj na tek, v soboto sva tekla v Bevkah z enim prijateljem, on je bil sicer malo majčkeno mlajši od mene, pa je bil blazno hiter, star je 66 let, pa je 5 minut za kilometer tekel. Ampak on je imel tudi tumor, sva kolega brata po tumorju in on ne more odpreti levega očesa, jaz pa desnega ne morem zapreti. Tako da, ja, nekaj časa je bilo težko, ker sem se kar malo potekal, hodil sem s palcem na sprehod in pa sem pa počasi začel teči in zdaj je nekaj zanimivega, je to, da me pri teku jaz imam slabše ravnotežje, hvala Bogu, če me ena stran ne deluje, ampak me ne ovira pri teku, ker jaz razlagam to tako, da je pač neka inercija, in te drži naprej, pa tudi verjetno, če te malo zagunca, čisto refleksno stopiš z nogo majčkeno stran, brez da sploh pomislil na to. In pri teku nimam nobenih problemov, imam pa probleme malo pri hoji, zvečer recimo, ki je temno, probleme imam na pogrebih, zdaj pa ne vem, ali zato, ker tako počasi hodimo, ali zato, ker sem obut, ker ne znam hoditi. Ampak s tem sem se zmenil sam s seboj, da to tako je, da bi bilo lahko še veliko slabše in da ne kar tako, še kar bo, številka si prej omenil, 120, to bo sicer preveč, ne vem, če veš, v Svetem pismu, čist na začetku, v Stari zavezi piše, Bog je rekel, da človek ne bo, moj dih ne bo ostal v človeku zavedno, ker je meso. Njegovih dni bo 120 let. Zdaj pa ne vem, kaj je mislil s tistem, ki je rekel, ker je meso, ali je mislil, je meso. To ne vem. Glede na to, koliko časa je Noe tisto barko skup dajal, da ima jedel meso, a ni po mojemu na živali pojedel, ker jih ni dal na barko, pa je doživel tistih 120 plus, jaz ti siguren želim še čim več teh tekaških let, koliko kilometrov na leto, ker imaš rad številke, vem, naklepaš, potem zdaj zadnja leta, ko si se spet tako uspešno vrnil nazaj na tekaška pota, recimo, koliko jih boš letos, ker verjamem, da imaš kakšen plan?
Pa ga ne bom povedal, za lani. Lani sem jih 2024, to se pravi, da je bila številka 2024, a ne. To je bilo lani sem pretekel tudi 1000 kilometrov bosih in to je ta prvič, da sem jih toliko in sem zelo vesel. Top. Zdaj, letos sem mogoče majčkeno zmanjšal, tako sem si postavil eno normo, da je ta spodnja meja 150 kilometrov na mesec. Pa ne vem, kako bo šlo čez leto, tudi malo je odvisno do ramena, ampak tam 2000 bi jih rad, ne vem, če mi bo uspelo, pa tudi če ne bom nič nesrečen. Super. To je veliko za tako starega človeka. To je veliko za kjerkoli človeka, če se že pri tem, ja, to povem, da si res izvrstno pripravljen ves čas, ne bom te sprašal, na katero tekaško britev boš šel, ker ne bo o tem govorila, ker to niti ni pomembno, ker se bo tako že srečala kje drugje. Te bom pa vprašal, ja, prej si rekel, vročina, tal, posebej asfalta, Bosonogcu, vse prej kot prija, tudi pretiran mraz, ja, Bosonogci ne cenijo, ampak ti hladno vodo rad imaš, rad se potapljaš v njej, si to tudi našel po naključju iz kaprice ali pa pač iz tega, ker so neki dobrodejni učinki na tvojem telesu bili hitro znani? Tudi to je bilo bolj za hec. Zdaj, vse sorte teorije so, pa Wim Hof, pa ne vem, to je zdaj tudi malo modern, če priznam. Res je, ja. Ja, imam enega bratranca, ki ima danes rojsten dan, Dominik, vse najboljše, ki se je tudi in se še včasih malo namočil v mrzli vodi in ko me je o tem razlagal, mi je to dejansko dalo malo misliti. Potem se je pa zgodila ena hecna stvar, jaz sem se včasih probal malo stuširati z mrzlo vodo, jaz sem mislil, da me v kap zadeva. Smo pa doma prenavljali kopalnico in zdaj imamo nov tuš, in nimamo tuš kabine, in samo tam ena stena. In sem rekel, čakaj, zdaj, ko pa nova kopalnica, sem pa jaz začel tuširati z mrzlo vodo. In sem se. Je bilo hudo, ampak sem preživel. Potem pa, sva že govorila o tem fantu Aleksandru, ki je obljubil, da me bo nesel tiste zadnje 100 metrov, sem ga ravno takrat, ko sem se jaz začel tuširati z mrzlo vodo, sem ga srečal na cesti. Nisem ga poznal, ampak mi je padel v oči, seveda zato, ker je bil voz. In sva se začela pogovarjati in je on mi rekel, da se ukvarja s tem, da pripravlja ljudi na to mrzlo kopanje. In sva se pol tudi mi dobila, me imel te dihalne vaje, pa te stvari malo razložil, še celo me je dal ene take kar v redu vaje. In jaz sem se začel po tistih vajah pripravljati, da bi pač enega lepega sončnega dne, se šel namočiti k nam v Starmalen, to je eden od izvirov Ljubljanice. In potem smo imeli v začetku januarja v Logatcevem sestanku likovniki, pa prav kolegica, prav ti Kos, jaz bi šla po mrzlo vodo, bi ti šel z menoj. In sva 6. januarja, 3 leta nazaj, se dobila v Starmalen in šla v vodo. Brez vsake priprave, ona se je pač oblekla v kopalke, šla v vodo, pride ven, kaj sem hotel drugega? Noter iti, ne moreš pa. In sneg je bil zunaj malo, mraz je bilo kot pošast. In če me je kaj presenetilo, ampak res presenetilo je to, da ni bilo tako hudega šoka, kot je doma v kopalnici, ko si spustiš mrzlo vodo za vrat, ker misliš, da te v kar kap zadela. Tam je bilo zunaj, je bilo mogoče -2, voda je imela mogoče 5 stopinj. Mislim, malo zebe. Tam, če je 5-6 stopinj, tudi malo boli. Ne zebe, ampak kosti bolijo, tle gor. To je taka zabavna izkušnja, ki me je tudi zanimiva, tudi ko prideš iz vode, nič ne zebe. Jaz sem noter tam, tisti je tam v Starem Malnu en bazen in pol dolg je 25 metrov, jaz sem pa zelo slab plavalec.
in lihti se 25 metrov pripravljam, ene dvakrat gor pa dol, pa je 13 minut, a ne, pa imam dozo, pa grem pa v kočo na čaj, se pa začel, po enih 10 minutah se pa začne telo trest. Dejansko se začneš trest, ker se hoče ogreti nazaj in pol vzameš žličko, a ne, da bi čaj pomešal, in jo sam nastaviš na šalico, roka se toliko trese, da ni treba nič pomešati in pol ni nič. To še traja pol ene 20 minut traja ta Predstavica. Srebenje čisto red. Že več kot pol govorijo, bova počasi zaključila. Ja, vem, da Kos ima še cel kup stvari danes za opraviti, sam reč mi, pozitivni učinki, poleg, ja, da vplivajo tudi na pisanje tvojih aforizmov, pa na tvoj smisel za humor, pozitivno seveda učinki mrzle vode, ja, so kakšni, bi dejal zdaj, ko to počneš že 3 leta? A si lahko prvo še med neumen odgovor? Lahko to. Ne vem. Jaz v resnici ne verjamem, ampak tako bom drugače rekel. Ne potrebujem nekih priprav. Gremo s prijatelji, ki prej meditirajo, neke dihalne vaje opravijo. Jaz včasih z njimi malo tudi pomeditiram, praviloma pa ne. Slečem se, grem do bazena in grem v vodo in grem potem ven. Da bi neke silne zdravstvene, ali ne vem kakšne učinke zaznal, moram reči, da ne. Razen tega, da praktično nikoli nisem bolan. Zdaj pa res moram potrkati. Zdaj, če bi bilo to kakorkoli škodljivo, ok, moraš biti zdrav, recimo, prej, zdaj, pa sem že tudi prehlajen, pa ni bilo potem nič slabše, če bi bilo to kaj problematičnega za organizem, bi se organizem uprl. Pa ni. Ena pozitivna zadeva, po moje, ki moram reči, da verjamem v to in da ljudje to rabimo, je to, da več stvari, s katerimi stopaš iz cone udobja, da nisi prekomod. In ena taka zelo simpatična metoda stopati iz cone udobja je, če v Staromalnu stopaš v bazen, ki ima 7 stopinj. Tako da to je res taka simpatična izkušnja. Hodim zdaj od oktobra do konca aprila, čez leto ne hodim, ko ima voda tam ene 13-14 stopinj, takrat pravim, da je za normalne, mi tam mrzli bomo pa hodili spet pol, ko bo hladno. Odgovor, ki ga seveda sem želel slišati od Andreja Kosa, pa je še božji, kot sem pričakoval. Andrej, če so že pred coni obdobja, pa še zadnje vprašanje. Ja, danes. Ne, jutri je sreda, za Cankarja, četrtek je dan za podcast, gre za tek v torek, je pa dan, ko Andrej Kos ne uživa neke hrane. Zdaj, tudi zaradi tega, da gre iz cone udobja ali pa dejansko iz kakšnih drugih namenov. Jaz sem imel s hrano vse sorte igrice, ko sem leta 93 spomlad nehal ne samo piti, ampak tudi kadil sem po 2 škatli na dan, ali več. Veš, koliko sem v teh letih prešparal, kar ne kadim. Sem se prav namarno zredil, jaz sem nehal mogoče na 69, sem bil 69 ali 68 kil, ko sem nehal kaditi in sem prišel pol na 80. Lepo počas, In pol sem začel razmišljati o hrani, tudi kaj prebral, veliko sem prebral o tem in sem pol malo postil se tudi, sem naredil nekaj postov, to mi je bila taka zanimiva, tudi zelo zanimiva izkušnja. Zdaj tega ne delam več, razen tega, da mi pa torek, oziroma en dan v tednu mi je pa ostal, sem pa naredil nekaj postov, tudi 10 let nisem jedel mesa, pa mi ni bilo nič hudega, pa ga zdaj spet jem, pa mi spet ni nič hudega, tako da pri tej hrani, mislim, je glih tako veliko teatra, kot pri tekaški obutvi, ampak take silne teorije so, ampak eni recimo eni ne jedo mesa, glih toliko, da se
prehranjujejo, ne morem se spomniti priimka, ta naš zelo pomemben slovenski tekač, pa učitelj in promotor teka Urban Pravratnik, mislim, da ima Jasmina danes rojstni dan. Jasmina, še enkrat vse najboljše, teče kot hudič, je meni. Vse naj Jasmina skozi leti, kot vidim. 15 je pretekla maraton, to je noro. Ja. Mislim, no, Ja. Ti ljudje skoraj nič ne jedo, oziroma so vegani, čeprav dobro jedo, ker sem že tekel z njimi in je Jasmina spekla neke njihove veganske sladice in so bile imenitne, ampak to se pravi, da tudi na tako gorivo recimo lahko pretečeš maraton v 3 urah 15 minut. No, meni je pa ostal iz vseh tistega čaranja s hrano, mi je ostal torek, tudi malo zaradi cone obdobja, malo zaradi tega, ker včasih pojem kakšno sladico preveč, pa ne, in se to pa malo zbalansira. Se pa nič ne pozna. Jutri, če v lepo vreme, bom še odteč 10 kilometrov, ampak se ne bo nič poznal to, da danes nisem jedel. Vzel bom sicer en gel, ampak ne bo nič hudega. Torki bojo ostali. Prav. Andrej, toliko stvari zanimivih si nanizal v tem podcastu, da verjamem, da si dal marsikomu zamisliti, saj meni si, lahko potrdim, ja, kakšno kilco preveč, ki se je nabrala v zadnjih 2 letih, bi morda tudi na tak način lahko sklestil. Včasih sem mislil, da mi je vse znano, no, da mi pač morda ni več, ja, ker sem se malo polenil. Mi je pa všeč ena stvar, ja, vse neprilike v življenju, pa marsikakšno preizkušnjo si ne samo s tekom uspel malo olajšati, pač tudi brško, ne, svojim neizmernim smislom za humor, a je tako, je lažje živeti, če kakšno stvar obrneš mačken, pa tudi če je, v neprimernem trenutku nima veze, preživeti treba. Tako je. Bilo mi je izjemno čast in veselje, kot ponavadi s tabo debatirati, je vedno premalo časa, ampak bova tole debato nadaljevala, upam, da v živo malu. Se veselim spet tvojih novih aforizmov, tam zunaj pa tvojih novih podvigov, pa še trepari, ki si jih boš zmislil, ker ne dvomim, da to, kar sem danes govorila, da se bo s tem zaključilo, definitivno ne. Spoštovana publika, Andrej Kos, Vrhnike, je bil z mano. Ja, poslušajte ga, enkrat, dvakrat, trikrat, poskusite iti bosi, po mrzlo vodo, pa mogoče kakšen dan nič pojesti, ali pa mu pokomentirate kakšno objavo, pa stisnite kakšen like. Ja, rad se bocka tudi, ja, z ljudmi tam na Facebooku, mu je posebno čast in veselje, je vljuden, za razliko od marsikoga drugega tam zunaj in tudi zaradi tega tako simpatičen. Andrej, kaj ne rečem? Hvala, zabaval sem se neizmerno. Ja, super je bilo, moram reči, da sem prav vesel. Evo, lepo se mej, uspešno branje Cankarja želim, pa se vidva tam zunaj.